Dober večer, spoštovani zbrani pred televizijskimi zasloni, dober večer Slovenija. Začenjamo potovanje in učenje na planetu zdravja. Planet zdravja ima učinkovita 100% naravna olja, s katerimi lahko izboljšate svoje zdravstveno stanje na popolnoma naraven način. In to je ta zgodba, v kateri bomo danes dali še poseben poudarek. Zdravljenje po naravnih metodah. Irma Ogorevc, dobrodošli in lepo pozdravljeni. Dober večer. Današnja oddaja je že v samem štartu nekaj posebnega. Namreč, kot sami vidite, smo se malce vizualno nekoliko prenovili, smo nekoliko drugačni. Potem zelo pomembna informacija za vse, ki nas spremljate, je tudi ta, da od tega trenutka oddajo lahko spremljate v živo na Facebooku. In tisto, kar je pa najbolj pomembno, je pa to, da v teh dneh mineva 25 let, to je četrt stoletja, odkar je moja in predvsem vaša gostja, Irma Ogorevc, začela svoje poslanstvo. Proučevati načine, kako zdraviti telo po naravnih metodah. In za uvod, Irma, logično vprašanje, zakaj pred četrt stoletja? Torej, moram povedati, da sem zelo mlada spoznala, ko sem delala še v bolnici, najprej na kirurgiji in pol na ortopediji, da je bore malo znanja v medicini. In enostavno, in dosti napak, zato sem se odločila, da grem ven zdravstva. Ostala sem mu pa kljub temu zvesta, zato ker je v meni že od rojstva tlela ena želja ali pa moje poslanstvo, da bom pomagala ljudem. Težko je bilo kot medicinska sestra sploh doseči kakšen napredek. Lahko sem samo merila temperaturo ljudem, jih negovala, opazovala, kako jih je bolelo, kako izgineva bolečina z zdravili, kako ne zgine, tudi če smo dali nešteto zdravil. In prav merjenje temperature me je spodbudilo k temu, da sem bila zelo pozorna in sem opažala velike razlike med levo in desno pazduho, v dimljah noge mrzle, ena noga topla, druga hladna, poleti hladne noge, potem pa po zimi prevroče, pekoče. Vse to, ko sem bilo kjerga zdravnika vprašala, bilo kakšnega specialista, o tem ni bilo niti govora, še posebno pa ne pri tem, ko je bila temperatura telesa preniska. To se pravi, ko so bili ljudje podhlajeni. Torej, pomanjkanje toplote v telesu je najhujši in največji pritisk narave na naše telo in njene funkcije. In ko sem spoznala pa še, da kje dobimo toploto, da jo dobimo preko maščob, ko sem začela razmišljati, tega se nisem naučila v šoli, ker me niso učili tega in je malo kdo o tem sploh govoril, takrat se je zame odpiral nov svet. In danes zelo dobro vem, da pomanjkanje maščob v telesu je pomanjkanje hormonov. Pomanjkanje maščob pomeni tudi pomanjkanje encimov, pomanjkanje cirkulacije tako krvi in limfe, pomanjkanje pretoka energije in pomanjkanje moči. Torej, zato se mi ukvarjamo z olji. Olja so informacija narave, informacija tiste rastline, iz katerega so narejena, in danes strokovnjaki v svetu močno vejo, da so olja najboljša zdravila. Torej, tudi na Harvardski univerzi preko dr. Mitova, ki je, mislim, študent bil na Harvardu, je ugotovljeno, da so olja najboljša zdravila. Najbolj učinkovita tudi. Torej, tudi planet zdravja danes eliminira bolečine ravno s kapljicami olja. Kakšno veliko moč ima narava in to brez stranskih učinkov. Jaz sem to začela razmišljati pred 25 leti in danes lahko rečem, da sem strokovnjak za uravnavo toplote in hladu v telesu, da znam popraviti mrzle noge, mravljince v nogah, slabo dihanje, da znamo z našimi olji vsi, tudi planetu zdravja vsi terapevti, popraviti tudi šumenje v ušesih,
težko dihanje, otečene noge, katere imate večina starejših ljudi in vsi imate zdravnika, zato je to še toliko bolj interesantno, da mi to znamo popraviti, da naše stranke ne hodijo okrog z otečenimi nogami, če se količkaj držijo naših navodil. Kaj pomeni, če so otečene noge? Pomeni zastoj tekočin in tudi zastoj pretoku energije, ki je povezana z vsemi drugimi deli telesa. Torej, znamo popraviti tudi mravljince v nogah, bolečine v nogah, slabo prebavo, tako drisko. Recimo drisko je dovolj ena žlička olja 79 in je konec driske. Koliko je moči v naravi. Lahko bi naštevala nešteto vse bolezni ali nešteto diagnoz, katere postavljajo zdravniki, v bistvu nastanejo bolezni in težave zaradi pomanjkanja toplote. Ker toplota je moč, je energija in če bi telo imelo moč in bi imelo dovolj encimov in dovolj hormonov, ki so kontrolorji energiji, ne bi bilo bolano. Torej, kako nadomestiti vse te primanjkljaje, tako se v planetu zdravja naučijo vsi naši terapevti, najprej se naučijo, kako telo deluje. Tega se nažalost jaz nisem mogla naučiti v zdravstveni šoli, nisem imela prilike do danes spoznati zdravnika, ki bi mi znal povedati, kako telo deluje in ki bi znal popraviti funkcijo telesa. Torej, ki bi znal popraviti sistem, da bi nazaj deloval. Če je pomanjkanje toplote, se zožijo žilje, arterije, se razširijo vene, nastanejo motnje v pretokih, motnje v funkciji in tudi motnje v obrambnem mehanizmu. Takrat zbolimo za najhujšimi boleznimi in tudi rak je pomanjkanje toplote. Torej, zastoj in motnja v pretokih. Torej, kaj bi moral vsak terapevt, tudi zdravnik, prvo napraviti? Prvo bi mogel popraviti sistem in tudi to mi znamo. Zato je danes pravi dan, da lahko povemo v nadaljevanju, da bomo vsem, ki nas poslušate, povedali zelo na hitro, kako lahko popravimo funkcijo telesa zelo hitro. No in ravno to je tisto izhodišče, ki sem ga želel povedati vsem, ki nas spremljate, bodi se pred televizijskimi zasloni ali v živo na Facebooku. Vključite se, naša telefonska številka je izpisana 080 34 56 in kreirajte to današnjo oddajo, ki je, kot ste lahko zaznali iz uvodnih razmišljanj Irme, res nekaj posebnega. V teh 25 letih ogromno dognjanj, ogromno poizkusov in planet zdravja je danes na stopni, ko lahko mirno rečete, rezultati so. Ogromno ljudem smo pomagali, ogromno ljudem nam zaupa, ampak vi greste še vedno naprej. Ključna teza pa je, če hočemo zdraviti telo, moramo popraviti sistem človeškega organizma. Torej, vi pristopate zgodbi malce drugače. Torej, išla bom iz enega dejstva, da v vseh medicinskih knjigah piše, da je od delovanja kože zavisi delovanje vse notranjosti. In obratno. Ampak kako medicina uporablja to? Nikakor. To je dejstvo. Niti se učijo, niti uporabljajo. Torej, če koža ni poškodovana, ali če ni tako suha, da je luskasta ali mozoljasta, jo smatrajo, da je ok. Koža, čim je hladna, ima slab pretok, torej ima zožene arterije in razširjene vene v kapilarnem sistemu in ne more pravilno delovati notranji organ, ki temu delu kože pripada. V planetu zdravja vemo za vsak del kože, kateremu organu pripada. Zato lahko negujemo, pomagamo, usposobimo in tudi energijsko popravljamo parcialno vsak organ posebej. Lahko pa ljudje, ki se na to ne spoznajo, pa delajo celostno, torej popravljajo vso kožo hkrati kot celoto, kot organ in s tem pomagajo tudi notranjosti. Celi notranjosti.
Nekajkrat ste v teh uvodnih besedah še vedno, spoštovani gledalci in gledalke in vsi, ki nas spremljate uživo na Facebooku, vabljeni, da se nama pridružite z vašimi komentarji, razmišljanji, vprašanji, izkoristite to izjemno priložnost, ko imate takšno strokovnjakinjo, takšno kapaciteto, kot je Irma Ogorevc tukaj v studiu Planet zdravja, je zgodba, ki je zgodba prihodnosti, naravne metode zdravljenja. Dve stvari izpostavljate v vsaki oddaji in ste jih izpostavili tudi danes. Temperatura telesa in koža. Torej, koža je največji termoregulator. Preko kože se hladimo, preko kože se lahko tudi grejemo. Od kože zavisi tudi volumen našega arterielnega sistema, zato ker je pretok limfe direktno vezan iz kože v podključnične arterije. Od tega zavisi tudi gostota naše krvi, kar bom tudi v nadaljevanju povedala. Torej, koža kot največji organ v telesu je zelo pomemben, zato preko njega lahko pridemo v stik z delovanjem vsakega organa, medtem ko preko ust pa samo do želodca, ker pol se kemija absolutno spremeni. Koža ima čutne celice, vse informacije pošlje naši hipofizi, hipofiza se pozanima v določenem organu, tako dela ta sistem, dobi povratno informacijo organa in hipofiza začne urejati delovanje našega telesa. Torej, mi moramo vedeti, kaj damo na kožo, katero substanco ali drogo, tako kot imenujejo na fakulteti, damo na kožo, da bo tudi delovala boljše naše notranjosti. Tega znanja ima ogromno Planet zdravja. Mi vemo za vsako naše olje, kako deluje, kako na kaj vpliva in z njim popravljamo funkcijo enega, več organov, v glavnem pa se lotimo tako, da popravljamo najprej sistem. Če sistem ne deluje, če ni dobre cirkulacije, krvi in limfe, in če ni dobrih pretokov in prevodnosti telesa, nobeno zdravilo ne pomaga. Zato pa je medicina tako neučinkovita, kot je. Zato je toliko stranskih učinkov, ker bi povedala tako po domače, če je sekret zamašen, lahko damo najboljše pralne praške, če ga ne odmašimo, ga ne moremo očistiti. In ne bo delal. In tako je tudi telo. Ko ima naše telo zastoj, mi moramo zastoj odpraviti, s tem odpravimo bolečine, odpravimo slabo cirkulacijo, vzpostavimo pravilno delovanje organov in žlez, vzpostavimo pravilno temperaturo in tudi zdravniki in tudi vsi zdravstveni delavci vemo in tudi vsi kemiki in fiziki, da pravilna temperatura je osnova za vse pravilne biokemične in biofizične procese v telesu. Nažalost moram spet ponoviti in upam, da ne bom rabila vedno to ponavljati, da se bo kaj popravilo tudi v zdravstvo, da ni enega zdravnika, ki bi znal popraviti cirkulacijo tako krvi, še manj pa limfe, o katere so se učili 1,5 stran. Celo zadnjič mi je povedal, ko sem enemu od naših pacientov rekla, naj vpraša svojega zdravnika o limfi, mu je zdravnik zabrusil tako, kaj pa je to limfa. In tako je pacient šel z dolgim nosom domov. Take stvari. Vi pa znate odgovoriti na vprašanje, če kdo reče, imam težave z limfo. Recimo, da si predstavlja, da jih ima. Absolutno. Mi vemo, kako limfa teče, vemo, kako jo lahko popravljamo, vemo, kako jo hitro čistimo, že če vemo, kako popraviti otečene noge, to je tudi limfni sistem, to se pravi, limfa zaostaja v nogah. Bom povedala eno zgodbo danes v Črnomlju. Klical me je gospod, me je obiskal, je imel decembra močno pljučnico, bil je v bolnici, ni mogel dihati in jaz sem ga povabila, da mu bom pomagala. Danes je en tak dan, ko smo ljudi povabili, da jih zastonj pogledamo. Torej, ko je prišel, sem mu dala 2 žlički olja za popiti, namazala sem mu roke in hrbet in trebuh in človek je zadihal. Ta gospod je bil neštetokrat v zdravstvenem domu v Črnomlju in je povedal zdravniku, da ne more dihati in da mu je hudo, predvsem po noči in da ne more spati. On je zadihal. Jaz sem ga vprašala, koliko se vam zdi, da je to dihanje vredno, ta način, ko sem vam pomagala. Je rekel, veliko. Vsake, če vas pa prav
povprašam, a bi dal vi za to dihanje, ki ste ga zdaj doživel, to razsvetljenje, tako, bi dal 500 €. Je rekel takoj. No, zdaj pa se bom jaz vprašala, to je pa moje mnenje. Koliko zdravil so do zdaj porabili zdravniki zanj od decembra, pa do zdaj in človek še zmeraj ni dihal in trpel? Koliko je vredna ta tradicionalna medicina v tem pogledu? In kako zelo poceni smo mi? Veliko več in nekolikokrat po 500 € brez uspeha. Koliko časa mislite, da smo še pripravljeni vsi verjeti v to, v tak način zdravljenja, ko lahko, ko trpimo, ko naši bližnji trpijo, ko ne morejo niti dihati? To se moramo vprašati. Jutri bomo tudi mi na tej poti, zato je to vprašanje, ko sem vas vprašala, koliko časa boste še prenašali take stvari, zelo dobro vprašanje. To je absolutno dobro vprašanje. Bi bilo pa dobro, če tukaj še malce sva bolj konkretna. Verjamem, da morda marsikdo, ki naju zdaj gleda in posluša, se sooča s temi težavami, s težavami dihanja. S katerim oljem ste temu gospodu pomagali? Zelo lahko povem. Gospoda je tiščalo pod levim rebrnim lokom. In to je vranica, tudi ko sem mu naredila analizo, je pokazalo prevelik pretok preko vranice, kar govori, da je v vranici zastoj krvi. Vranica je ventil med glavo in nogami in takrat, ko sem mu dala eno žličko olja, se je že začel sproščati. Druga, torej olje 84, je olje, ki ureja pretoke v vranici. Potem sem mu dala 76 olje, eno žličko, in potem sem ga z oljem številka 5 namazala roke do ramen, hrbet in trebuh. In gospod je normalno zadihal. Torej, sprostilo se je celo telo, sprostil se je cel trebuh, sprostilo se je tudi njegovo srce, ki je zelo trpelo. Ves čas, govorimo o 4 mesecih, ne? Slabega dihanja in dušenja. Torej, to ni bilo en dan, eno uro, eno minuto in gospod v normalnem zdravstvu ni našel rešitev. Ne v bolnici, ne v ambulanti. Torej, vsi tisti, ki imate težave z dihanjem, ko se namažemo z oljem številka 5, tudi lasišče, priporočam, se sprosti dihanje pri vseh. Pa naj bo to astmatik, pa naj bo to starejši človek, zadiha, boljše mu je v celem telesu. Olje številka 5 tudi pijemo, s tem sprostimo tudi želodec. Takoj ni več psihičnega stresa, ko damo eno kapljico tega olja v popek. Torej, kompleten sistem se sprosti, olje deluje na limfni sistem, tako je boljša cirkulacija, jo čutimo v celem telesu, če so otekline začnejo izginevati na oko. Torej, zelo priporočljivo olje in to je tudi način, kako se naš limfni sistem v koži, kamor nalaga telo največje odpadne produkte, prav v kožo, predvsem pri starejših ljudeh, ki imajo tudi bolečine, pa naj si bo to v križu, v hrbtu, v rokah, kolenih, bolečine izvenijo v nekaj minutah. To je naš primer, ki nam v zadnji trenutku daje največ verodostojnosti tudi od zunaj, ko prezentiramo naše delo v drugih državah. Mi žanjemo tako velike uspehe, da je zgleda kot fata morgana. Kaj bi bilo v temu, ne vem, kakšne substance, ki to pomagajo? To je naravno olje, to, kar je dala narava. Samo da to znamo. Mi smo ga našli, preverili in tudi tako deluje. Ker pa je veliko ljudi, ki imate težave s prebavo, driske, napihovanje, vse mogoče motnje v prebavnem sistemu, olje številka 5 v trenutku vas ne bo več napihovalo. Ne boste imeli več težav z želodcem. Kljub temu, če boste vzeli 10, ko še ena žlička petke, je v trenutku konec napihovanja, konec reakcij, pomiri želodec v trenutku. Torej, olje številka 5, veliko, bomo rekli, naravno zdravilo za vse te naše težave. Naslednje olje 76, ki sem ga omenila, je olje, ki deblokira stisnjen imunski sistem, ki v debelem črevesju,
ki ga telo stisne, imunski sistem, ko je napačna prebava, ko imamo fermentacijo, nas napihuje. In to blato peptično, bomo rekli, ko kuha, ko pride v debelo črevo, imunski sistem zapre resorpcijo. Zato imajo ljudje driske izmenično z zaprtjem, zato ker se resorbira, ker vemo, da se vse tekočine resorbirajo v debelem črevesju, če je zdaj desno stran ascendens, transverzum, descendens zaprt in ga telo preventivno, da se ne bi zastrupili, zapre, mora biti nekaj, začne v sigmi resorpcija in v rektumu, v zadnjem delu, tam je tudi največ raka, ker te kisline razžrejo sluznico našega črevesa. Torej, olje 76 deblokira to in limfa se začne pretakati v celem telesu, če jo namažemo na kožo in vemo, da se čistimo v debelo črevo. Torej, tam je čiščenje krvi in limfe. Te dve olji, ena z drugim, 76, trikrat eno žličko in trikrat eno žličko tudi petke in da jo damo v popek ali namažemo celo telo in začne čiščenje in primerno delovanje našega telesa. Telo samo ureja volumen tako kardiovaskularnega sistema, torej arterij in ven in tudi volumen limfnega sistema. Iz primera, o katerem ste bolj podrobno govorili, lahko nekako zaključimo, da rek narava dela čudeže skozi vaša olja, vaše znanje, vsa ta dognanja, ki jih sodelavci na Planetu zdravja že vsa leta delate za dobrobit ljudi, več kot deluje. Absolutno. Poglejte, jaz sem zelo vesela, da je v Gorici tudi naturopatija, torej univerza, kjer je ogromno študentov, ki se učijo naravne načine zdravljenja in moram povedati, da sem tudi prav zaradi tega, zaradi verodostojnosti in zaradi tega, da bom še bolj suvereno branila vse moje trditve, sem tudi sama študent te univerze. Torej, Kitajci so 7000 let nazaj naravne stvari uporabljali na tak način. In zdaj se vprašam še eno stvar, koliko zdravnikov pljuva in reče, to ni nič, to nima veze, to nič. Kako lahko pljuvajo zdravniki, ki so tako šolani po univerzah, po znanju? Na univerzi predavajo tudi zdravniki in ljudje z doktorati. In to je dokazano že zdavnaj. To doživljamo mi v Sloveniji. Jaz sem neštetokrat bila spljuvana, ampak nažalost bi lahko povedala marsikaj drugače ali pa bi svetovala, da zdravniki slovenski, tisti, ki to delajo, tudi kaj prečitajo. Bova bolj optimistična in pozitivna, kajti dobro se vrača z dobrim, prav pa je, da se pač pove, da je potrebno ceniti tudi vsa dognanja naravnega zdravljenja po naravnih metodah. Konec koncev so te metode v bolj razvitih evropskih državah že zelo cenjene in gredo z roko v roki z uradno medicino. No, vidite, jaz pričakujem, da bo prevladala v Sloveniji modrost in je ogromno zdravnikov že, s katerimi se srečujem in se tudi ogromno pogovarjamo in verjamemo, da se bo naše ministrstvo za zdravstvo očistilo vsega tistega, kar ni treba in da bo prevladal razum, tako kot je v vseh zapadnih državah, da bodo naši bolniki imeli možnost izbire, ne da se bodo mogli samo to za naš denar samo tako zdraviti. To ni prav. In to ni nedemokratično, niti fair. Upam, da bom doživela, da bom za svoj denar lahko sama izrazila željo, kako se bom zdravila. Tako, kot rečeno, današnja oddaja je nekoliko drugačna, predvsem so tukaj gostja. Irma izpoveduje svoje 25-letne izkušnje, zdravljenje po naravnih metodah je ta rdeča nit, fokus kot praktično vsaka mesečna oddaja, ampak danes morda in namensko na nekoliko drugačen način. Veliko koristnih stvari ste že slišali, zdajle za nekaj trenutkov se bova poslovila, ampak se hitro vrneva, ker boste lahko v naslednjih minuti dve izvedeli konkretno, kako lahko se srečate z strokovnjaki Planeta zdravja in tudi konec koncev potem dobite vsa
ta olja, ki absolutno pomagajo in zdravijo. V nadaljevanju pa bo nekaj več rekla o tem spomladanskem obdobju, kjer smo ljudje zelo ranljivi. Kaj in kako, čez nekaj trenutkov. Zdrav človek ima nešteto želja, bolan pa eno samo. Ne pozabite na svoje zdravje, obiščite Planet zdravja. Planet zdravja. Napredna naravna znanost za izboljšanje življenja. Planet zdravja. Vrnite svojemu telesu zdravje v 3 korakih. Najdete nas v 11 poslovalnicah po Sloveniji, kjer vas bodo profesionalno in prijazno sprejeli naši terapevti. Pokličite nas in z veseljem vam bomo svetovali. 01 518 7610. Tako kot rečeno, hitro smo nazaj in na začetku še enkrat povabilo vsem, ki ste z nami, bodi si na Facebooku uživali preko televizijskih zaslonov po Sloveniji, pokličite 080 34 56, pridružite se, sooblikujte ta nocojšnji pogovor in izkoristite priložnost v studiu z nami in z vami seveda Irma Ogorevc, Planet zdravja. 4 stoletja raziskovan, dognan in enkratna možnost in priložnost, da tudi sami poveste kaj svoje izkušnje ali da karkoli povprašate in dobili boste zanesljivo zelo koristen odgovor in nasvet. Pred to kratko prekinitvijo, Irma, sem dejal, da bova zdaj se malo dotaknila tega spomladanskega obdobja, ko smo zelo ranljivi. Te spremembe nas nekako iz zime v pomlad vplivajo na naše telo. Kaj se to dogaja z nami? No, če gremo čisto fizično, ko je mraz od zunaj, se naša koža zapre. Torej se zoži kapilarni sistem, da ne bi izgubljali energije. In če je preveč časa zaprt, tudi po zimi in se pregrevamo, lahko tudi zbolimo zaradi preveč toplote. Zakaj? Zato, ker če se pregrejemo noter, se potem koža naenkrat odpre, ker moramo izgubiti določeno toploto in takrat se podhladimo. Če je to po zimi, je to najbolj hitro se podhladi grlo, dihala, ker je najhitrejša izmenjava temperature. Če pa mi zdaj, ko je spomlad, je pa toplo, se pa slečemo prehitro, in smo preveč časa slečeni in se hitra sprememba, recimo zvečer hladu, se že podhladimo. Že spet je pomanjkanje toplote, ki se odraža na vseh področjih, ker če ni prave temperature, ne dela prav želodec, ne dela prav slinovka, ne delajo se encimi, ni prebave, ne dela prav koža, dihanje ni prav, nič ni prav. Odvisno, koliko toplotne energije smo izgubili. In na tej stopni bova misel ustavila, nadaljevala čez nekaj trenutkov, kajti zdaj bova dala priložnost tistemu, ki se nam je pridružil. Dobro večer, kdo je z nami? Dobro večer, pozdravljena oba. Marta tukaj. Marta, pozdravljeni. Ja. Izvolite. Najprej čestitke ob 20-letnici delovanja, Irmi. Pa bi imela eno vprašanje in sicer glede vaših izdelkov. Zakaj na embalaži ni napisan sestav vašega olja, ker mi ni jasno, iz česa delate olje, pa bi mogel pač potrošnik tak oziroma pacient vedeti, iz česa olje je. Poglejte, gospa, tukaj se ne strinjam. Zato, ker na vsaki etiketi našega olja je sestava napisana. Čisto na vsaki. Jaz jih imam tudi tukaj pred sabo, lahko pogledamo, absolutno to ni mogoče. Ker je to avtomatika pri nas. Vsaka etiketa je narejena po vseh evropskih zakonih. In to redno
tudi pri nas. Na etiketi piše samo, da je arašidovo olje. To je vse, kar Ja, je no, to. sej to je. Sej to A je. to je? Sej to je, ne? Glejte, čisto tako vam bom povedala. Ko smo mi začeli naša olja pripravljati kot pripravke, naša olja so tudi drugače obdelana. To se pravi, mi smo jih in smo pisali gor molekularno razbita. Mi nismo smeli to več napisati, tudi če je bila ta resnica. In mi to še zmeraj delamo. Zato naša olja niso enaka samo natočeno arašidovo olje. Jaz zdaj, ko hodim na faks, da govorijo o obdelanih tinkturah, o sparagičnih tinkturah, ne, spagiričnih tinkturah. Glejte, vse to, kdo bo proizvajalca vprašal? Nobeden, kako ga je naredil. Noter ni nič dodano, obstojajo fizični načini obdelave, ki razbijajo molekulo v tako drobne, v atomarna stanja, da je možna resorpcija že v želodcu, v centralni limfni sistem. Mislim, da sem vam na to odgovorila. Na vseh... Kako je lahko potem različno delovanje oziroma različna olja, če je noter samo arašidovo olje? Gospa, poglejte, kako vam bom povedala. Vsako olje ima, bom vzela ta primer. Poglejte, ko vi kupite olje Cekin Zvezdo, je rafinirano. Z rafinacijo se je spremenila in s temperaturo tudi se je spremenila tudi kemična formula tega olja. Zato je rafinirano olje karcinogeno in ga prodaja vsaka trgovina. Kako je lahko to gor? In pred par dnevi, prejšnji teden, je prvič v zgodovini dokazano, je nutricionist povedal, da je priznano, da so transmaščobe škodljive. Cel svet to govori že 30 let. V Sloveniji je bilo prejšnji teden. Torej, tam se spremeni za vsako obdelavo, vsako temperaturo, vsako stopinjo se spremeni kemična formula olja, ker se te verige ogljika spreminjajo. Tako se v transmaščobah so zelo dolge in postajajo take, da se vežejo na vse in postanejo čistilci, če niso dosežene visoke temperature. Če so pa visoke, nam odpeljejo ta olja vse, kar je dobrega z našega telesa. To je pa sigurno. Ne? To je, eno je temperatura, drugo je pa lahko fizična obdelava. Tako, ki tudi spremeni. Recimo vodo spreminjate. Vodo tudi... No, dejte. Še nekaj bi vprašala. Kar dajte. Zdaj, na vaših priporočilih za prehrano, ne zdravo prehrano, naj bi bile pomaranče in paradižnik izključen, pa mi ni jasno. Zelo da, gledajte, paradižnik je razhudnik in veliko dela velike težave kisline v telesu. Zato ga... Kako? Pri čem dela težave? V želodcu, tudi v želodcu. Nekateri tisti, ki imajo težave z črevesjem, ne prenesejo paradižnika, zato ga izločimo. Pomaranče... Kako? Drugače pa v vseh knjigah to živilo, ki spada pod seznam super hrane. Gospa, vse je Sploh super. Mislim, če je pridelano doma, je to res. No, zdaj bom tudi to vam bom odgovorila še na prejšnje vprašanje. Pomaranče, vsi agrumi so iritantni, predvsem vsem v želodcu, vsem ljudem, ki imajo težave želodcem. V Sloveniji je Ministrstvo za zdravje, gastroenterološki oddelek pred leti že povedal, da je 75% odrasle populacije slovenske bolano na želodcu. Probajte, če imate vnet želodec, popiti pomarančni sok, vas bo bolelo še bolj, ker je to kislina. Edina stvar, ki deluje alkalno, je sok limone. Torej, vi govorite o super živilih dobrih. Jaz pa bom vprašala, hvala, ker ste mi to povedala, ker bi to pozabila in je to mogoče najbolj velik adut v moji današnji oddaji. Vsi govorijo, to je dobro, toliko beljakovin moraš pojesti, toliko maščob, toliko moraš pojesti zelenjave, toliko tega.
a se je kdo od vseh teh strokovnjakov vprašal, koliko vaše telo zmore in kaj zmore? Ne. Lahko je neko super živilo, samo moje telo ne zmore. Zdaj v trenutnem stanju, dokler ga ne popravim. Ja, to je. Glejte, in noben zdravnik se tega ne vpraša. A veste, kaj sem Hudo in vprašati? hvala, ker ste to vprašala. To velja za vse, tudi diabetiki. A se vpraša zdravnik, oni imajo motnjo v prebavi, nimajo ne encimov prav, ne inzulina prav, cukor visok in lahko jejo vso hrano. Kako? Kako je mogoče, da pokvarjen avto lahko dela vse? Ni mogoče. Ampak to je medicina tradicionalna, zato pa so nični rezultati. In mene ni strah to povedati, mene bi bilo sram, da to ne razmislim, da sem tako šolana. Razumete? Ja, kaj pa poj limone, če vas smem vprašati? Limona pa v stiku, gospa, z želočno kislino postane luk, ne kislina. To se kar pomente z kemiki, vam bodo to zelo dobro. A ja, limono se poj sme, ali kako? Limono pa lahko. Lahko. Ne, zato, ker se spomnim vaših predavanj izpred 10 in več let, ko ste prav močno propagirali uživanje limone. Zdaj me pa zanima razlika med pomarančo in limono. Prepovedani so vsi agrumi razen limone, gospa, to napišemo. To piše tudi. In v čem je razlika med pomarančo in limono? Pomaranča v stiku z želočno kislino, zaradi kislin, ki jih ima, ostane kislina. Kislina razjeda želočno sluznico. Če pa želočna sluznica plus limonin sok, pa postane luh in zdravi želočna sluznica. Aha, super, super. Ja. Hvala za izčrpno pojasnilo. Zelo hvala za tako dobro vprašanje. Ja, hvala za izčrpno Hvala lepa. To dvoje mi ni šlo skrb, zato sem hotela vedeti, o čem je razlika. No, jaz bi vse poslušalce, vse gledalce. Pa še naprej uspešno. Hvala tudi vam, brez brige. Poglejte, vsi tisti, ki me gledate zdaj. Povedala vam bom na mojo številko 064 113 224. Me lahko pokličete vsak dan. Jaz sem vam pripravljena pomagati in tudi svetovati. In še posebno tistim, ki imate velike težave. Meni ni težko se vsesti v avto in tudi iti pogledati bolnika, če vem, da mu lahko pomagam. No in zanesljivo bomo pomagali zdajle še komu, kajti še nekoga imamo na zvezi. Dober večer, kdo je z nami? Dober večer. Dober večer. Dober večer. Izvolite, povejte, kdo ste in odkot kličete in verjetno imate vprašanje. Lahko govorim z gospod Irmo. Vas sliši gospa Irma, kar pa vprašajte, kar povejte, kaj vas zanima. Vas posluša. Ker že nisem videla že 20 let. Zdaj pa da vem, a še kaj ordinira v Ljubljani. Še zmeraj, gospa, na Celovški 69C bom delala v bodoče vsak ponedeljek in torek. Torej, se lahko srečamo v ponedeljek od 9 pa do 5 popoldne. A veste, jaz sem velik vam hodila, velik. Kaj ste meni vse predlagali? V Kamenško Bistrico sem mogla hoditi v tisto mrzlo vodo. Super. Nazadnje sem pa tako zbolela zaradi tega, da vam ne morem povedati. Poglejte, zaradi... 4 mesečne plače sem mogla že vam dati, nazadnje smela pa nič. In zdaj pa spet vas vidim na televiziji. Gospa, kaj vam lahko nekaj povem? Mrzla voda, v Nemčiji imajo še zdaj bolnice, ki zdravijo ljudi z hladno vodo. In noter delajo zdravniki. Veste, mrzla voda, jaz še danes svetujem ljudem, da dajo desno roko v mrzlo vodo, da takoj lažje zadihajo. In vam povem, da mrzla voda dodaja telesu energijo, topla jo pa jemlje. Ja, kar sem jaz bila Boga, takrat za kruh nisem imela, kot sem mislila, da me boste pozdravila. Jaz sem tako hudo alergijo, da cela koža je grozna. Poglejte, no, bo zdaj mogoče še odgovor na alergijo. No, zdaj vam bom povedala tudi, alergija nima veze z mrzlo vodo.
alergija je stvar našega prebavnega sistema in hrane, katere jemo, ker največje alergen je hrana, vsaka, ki jo pojemo. Tudi zdaj, ko je alergija na cvetni prah, je pri tistih ljudeh, ki imajo tudi motnje v prebavnem sistemu. Saj ne more samo na nosno sluznico reagirati, samo nosna sluznica, ampak ker v nosu tudi se pretaka kri, ki je v celem telesu. Veste, jaz, ko rečejo, to mi ne pomaga, z ljudmi se usedem, se pogovorim in vedno najdemo vzrok v njihovi prehrani. Ljudje, ki jejo dosti mleka, mlečnih proizvodov, dosti jogurtov, sirov, ki jejo hrano, ki jih zakisuje tudi ogromno količino mesa slabe kvalitete, imajo alergije. In tudi vemo, da meso in mleko v velikih količinah povzroča raka. To se nisem zmislila jaz. Bom prikidla. Predlagamo naši gledalki, da pokličite jutri 01 508 76 10 in se dogovorite za osebno srečanje, ter boste morda vse te stvari, ki so odprte, osebno razčistili in pogledali, kje je. Je pa konec koncev sestavni del vseh teh svetovalnih oddaj in tega učenja na planetu zdravja, da seveda se najde tudi kdo, ki ni čisto zadovoljen, ampak je pa dejstvo tudi to, da potem, če je človek pripravljen se malo dlje poglobiti in se pogovoriti z vami, pridete vi verjetno do zaključka, da je nekaj narobe počel. Poglejte, ljudje mislijo, da bodo zdaj 50 let so delali narobe, jedli narobe, bolani, 50 let, 20 let zdravil, raznih in zdaj bodo prši spili eno stekleničko olja in bodo čudežno ozdravili. To je nemogoče. To je nemogoče. Tudi na vrtu, če pride toča tik preden požanjemo pšenico, jo rabimo spet 1 leto, da dobimo novo pšenico, je potreben čas. Tako je potreben tudi čas, ko je na fizičnem nivoju narobe, tudi koža, celica kože raste 1 mesec, če ima vse pogoje. Torej, če imamo mi alergijo in gospa, če ima alergijo, zdaj, ki je povedala, od čega jo ima pa zdaj, ko že 20 let ni bila pri nas? To se moramo vprašati. To je zdaj odlično vprašanje za vse gledalce. Jaz po 20 letih, ko nisem nekje bil, imam alergijo, komu bom zdaj predpisala to alergijo? Bogu? Ali sosedu? Vsi se moramo zavedati in se morate zavedati, da si vse bolezni s hrano ustvarite sami. Torej, ko boste sprejeli svojo odgovornost in bili pripravljeni vse narediti za telo in popraviti, potem lahko pričakujemo tudi izboljšanje. Ne moramo samo 1 teden nehati jesti, pol pa bomo vse po starem ga biksali naprej in če nam ne bo dobro, bomo vsem, tudi Bogu, ki nas ne mara, prilepili vse te naše slabe stvari. Glejte, jaz vem, da ko smo se kopali v Kamniški Bistrici, smo ogromno ljudem pomagali in to danes ljudje znajo. In v Sloveniji je ogromno ljudi, ki je sodelovalo v tem in še danes se hodimo kopati v Kamniško Bistrico v 5 stopinj, zato ker je to dobro. Ker če ne bi bilo dobro, v Nemčiji, ki je dosti bolj razvita, ne bi še zdaj dovolili bolnice z mrzlimi in toplimi kopeli. Je tako ne, sigurno ne bi to bilo knajpanje dovoljeno. Knajp je bil, tudi je zdravo na tak način, je tako. No in imamo mi še kar nekaj časa, da vas jaz še enkrat povabim, spoštovani zbrani, da nas pokličete na našo telefonsko številko in povprašate, sodelujete v oddaji. Irma Ogorevce je znova dokazala, da z svojim znanjem stoji za svojimi raziskavami, za svojimi dognanji in da je seveda tudi odprta za različne izmenjave mnenj. Konec koncev današnja oddaja res potrjuje, da na planetu zdravja v programu televizije vaš kanal
poteka učenje in izobraževanje. In bova zdaj malce izobraževala še nekaj minut, preden naju kdo pokliče, verjamem, da ne bo še kdo poklical. V tem spomladanskem obdobju smo zelo ranljivi, sem dejal. Zdaj bova pa kar konkretna. Pomladanska utrujenost. Torej, spet se moram navezati na pretok limfe, ne? Na pretok limfe, na temperaturo. Torej, kdaj rastlina oživi? Šele, ko dobi dovolj toplote, ko dobi dovolj hranil, ko začne pretakati se pravilno sok v celi rastlini. Je ravno tako žival in je dosti bolj vitalna. Zato moramo, zdaj komaj smo čakali, da je prišel sonček, da je začela delati koža, da se je segrelo, da je pretok v našem telesu boljši. Ampak že spet moram potrkati na dušo ljudi, koliko moči imamo, ali imamo dovolj maščob po telesu, da bodo kljubovala naši večji aktivnosti, večji porabi, večji produkciji spomladi, tako hormonov. To se pravi, moramo nekaj pognojiti, nekaj dati, pregledati naše telo. Zato svetujem vsem, ki nas poslušajo, zastonj, da govorimo na pamet, ne? Tistega, ki ga zanima, ki nekaj da na to, naj se oglasi v enega od naših centrov. Če vzamemo tukaj na Dolenjskem, je v Novem mestu, na Novem trgu, lahko se oglasijo tudi v Črnomlju. Vsak četrtek, lahko v Črnomlju ljudje kar pridejo sami, potrkajo, povejo, tako po domače jim je to zelo, zelo všeč. Vsak četrtek od 9 pa do 4 popoldne lahko pridete in bomo vam poiskali vzrok, vam bomo povedali tudi način, kako si boste sami pomagali. Ker brez tega, pa da boste 3 tabletke vzeli, pa 2 zdravila proti pritisku, pa 1 proti holesterolu, kaj bo to pomagalo? Vi morate popraviti cel sistem. In če ne dela se s tem, tudi vsakmu zdravniku bo prej slej jasno, da če sistem ne dela, ne pomaga nobeno zdravilo. To mi že vsi vemo in v tujini zdravniki to že vejo. Ker pa je vedno kakšen, kako lahko Irma to zna. Znam zato, ker razmišljam, zato, ker poznam fiziko in kemijo in zato, ker imam rezultate. Če ne bi bilo rezultatov, bi jaz govorila v prazno in je dosti praznega, ko govorijo o zdravljenju, največji strokovnjaki, samo rezultatov ni. To se pravi, kaj bomo pa s temi naredili? In bomo zdaj midva videla, kaj bomo naredila s tem, ali s tisto bomo videla, kdo je, dama ali moški, ki naj je poklical. Dober večer. Dober večer, Ana tukaj. Ana, dober večer, dobrodošli v naši družbi. Izvolite, Ana, kaj vas zanima? Veste kaj, lepo vas pozdravljam in gospod Irmo posebej. Ja. Sem tudi že bila pri njej. Ni mi pa všeč, da tako udriha čez zdravnike. Aha, hvala. Ker je nekaj zdravnikov, veliko jih je res sposobnih, marsikaj narediti. Hrana je pa, alergije je pa zaradi hrane, ker je vse zastrupljeno. Odlično. A veste, kaj vse iz zraka prileti na našo vrtove, pa... No, zdaj ste odprla eno krasno temo. Vodo. Zdaj vam bom povedala, zakaj se dotaknem tudi zdravnikov. Zato, ker jaz tudi plačujem v ta fond in zato, ker v svetu, gospa, v vseh državah, Italiji, Avstriji, Nemčiji, za ta denar, ki ga mi vplačamo, pa vi tudi, vsi imajo možnost izbire. Razumete? Ne more biti monopol. In zato, ker pri določenih stvareh ni rezultatov. Zdaj vam bom nekaj povedala. Pri svojih 60 letih sem prišla do tega, da se noben zdravnik ni učil o hrani na fakulteti niti 1 minuto. Kako so lahko pisali diete? Kakšne so bile te diete? Kakšni so bili rezultati? Koliko ljudi je nastradalo zaradi tega? In še danes ja. Zato kot sestra opozarjam tudi vas in lahko mirne duše rečem, da se opravičujem dobrim zdravnikom, ki jih je malo. Vam pa povem prav zato, ker ste to povedala, da v eni od bodočih, mogoče že v prvi, bom povabila in imam že tudi potrdilo, bo prišel z mano na oddajo zdravnik, profesor medicinske fakultete.
Takrat boste mogoče, kako boste pa njemu rekla, ko bo priznal to? Kje boste takrat? Kakšno vprašanje mu boste postavila? Če že diskutiramo javno, ne? Jaz imam veliko izkušnjo. A mi lahko vi pomagate, jaz imam raka na mehurju, plazeči pluton. Ne, gospa, ne moremo, zato ker nobenemu tudi ne rečemo, pomagamo vam lahko. Njim smo mi nikoli ne rečemo, vas bomo pozdravili. Sej tudi zdravnik vas ne more. Kaj pa zdaj? Ja. No, kaj pa zdaj? To povejte. Širši množici, to povejte. Jaz povem, da ne morem in vam bi rekla, jaz vam lajšam še toliko življenja, kot imate. Ampak vam bom poplavila kvaliteto življenja. Tam še to se ne naredi. Razumete? Ja, meni popravljajo. Super in nadaljujte tam. Jaz nikoli nisem rekla, da ne smejo iti k zdravniku. Tudi pravice nimam in nikoli nobenemu nisem rekla. Naš del je popravljanje sistema, če ste razumela, da ne boste zbolela. In če bi vi imela zdravnika dobrega prej, ki ste tudi kdaj prej bila, bi opazil, da vaš sistem ne dela in bi ga popravil. Vsej povedal vam bi kako. Pa kakšno hrano. Tu je vse okolje. Kar se pa tiče alergij. Zdaj vam bom pa še nekaj povedala. Včeraj sem delala v Grosuplju in je prišel gospod in je povedal, Irma, sem v stresu. Kaj se vam je pa zgodilo? Bik mi je crknil po cepljenju. Sosedu je po cepljenju so crkale 2 koze. Na Gorenskem je tak pomor živali. Gospa, gledajte, cepivo je stvar zdravstva. Kakšno meso bomo mi jedli od teh cepljenih živali? Ja. Samo to vas vprašam. Kdo je odgovoren, če ne zdravstvo, zdravniki, ki so za take stvari? Jaz se vprašam, to je moje osebno mnenje. Razumete? Jaz sem zbolela na mehurju, ko sem se kopala v odprtem morju. Gospa, veste kaj? Gospa, zdaj vam bom povedala. Mehur ni prišel z morjem v stik, je bilo veliko stvari prej. In marsikaj ni delalo v telesu, niti en organ ne dela več prav, ko imamo raka. To se pravi, je bolano celo telo. Veste, ne samo mehur. In močno dvomim, da bi kdo rekel, ampak jaz nisem zato tukaj, da bomo ugotavljali, od česa ste vi raka dobila in kje ste bila v morju. Zagotovo pa sem prepričana, da to ni res. Jaz. Vi pa lahko mislite drugače. Ja. Hvala lepa za vaše mnenje in sodelovanje. Ja, hvala. Tudi to je, bova rekla, demokracija, tudi to je odprtost planeta Zdravje, vas in vseh vaših sodelavcev, da ste z argumenti pripravljeni odgovoriti na vsa vprašanja in odpreti tudi nekatera vprašanja, v katerih je potrebno razmišljati in diskutirati, če nekako zapeljeva današnji pogovor k koncu. Glejte, še enkrat se bom dotaknila tega, ne? Če mi lahko enemu kmetu ukažemo, da mora cepiti goveda in crkavajo, to pomeni, da nekaj ni v redu. Ampak tudi to je medicina, tudi če je veterinarska. Zakaj je to zelo pomembno? Ker mi bomo te živali jedli, ki so cepljene. Kdo od teh nam garantira, ker vsi pravijo, a vi lahko garantirate? Ne morem, še manj pa lahko garantiram, da bo zdravo jesti to meso, ki danes že toliko živali crkuje, že samo v istem dnevu po cepljenju. Ampak planet zdravja se s tem ne ukvarja. Jaz samo povem svoje mnenje. Lahko pa povem vsem gledalcem tudi zdaj, da vsakega, ki ga zanima, kako njegovo telo dela, naj si izmeri temperaturo. In če ima prenizko temperaturo, mu telo ne dela. In če bo šel k zdravniku, zdravnik mu ne bo znal pomagati. Kaj lahko jaz rečem o taki medicini in kaj lahko tudi vi, spoštovani gledalci, rečete o temu? Ko boste prišli in zdravnik ne bo znal. Ker tudi meni ni povedal. In tudi danes sprašujem, ne samo pri nas, tudi od zunaj. Planet zdravja pomaga, da se sistem nazaj popravi, da se popravijo temperature in to je preventivna medicina, da ne bi zboleli. Ko enkrat dobite raka,
ste prepuščeni enemu sistemu, enemu zdravljenju, za katerega se morate odločiti sami. Jaz bi se verjetno drugače odločila, ne? In bi naredila veliko prej kakšen korak. Če gremo temu nešteto pa gospa, če tej gospe lahko odgovorim, da smo imeli tudi raka, dokazali na kongresu svetovnemu, da smo takrat, ko je dvigalna medicina roke pri raku prostate, ga pozdravili prav z našimi olji. In so to dokazovali zdravniki. Da smo pa uspešni, bomo pa dokazovali letos v septembru na kongresu, ki bo v Sloveniji, ko bodo zdravniki, ki delajo klinična testiranja z našimi olji, tudi dokazovali njihovo učinkovitost. In ne bo dileme, bodo padle vse zavese. Ne? Torej, ravno zaradi tega, zaradi takih konfrontacij, ko takoj, zakaj jaz povem o zdravnikih tako? Preprosto, za vse, ki me gledate, ker je res. Zato, ker je res. Ker če me ne bi bilo res, kar sem že povedala, bi me že linčali, ne? V 20 in 25 letih, pa zaradi te resnice tudi so tiho. In to resnico ve tudi vse več ljudi in o tej resnici vse več ljudi je pripravljeno govoriti. In na tej točki bova bova tudi midva končala končala in nadaljevala čez dober mesec, ko bomo znova odprli kakšno zanimivo temo, vse z namenom, da ljudem s pomočjo Planeta zdravja pokažemo še druge možnosti, konec koncev vsak se pa potem na koncu odloča sam, kako bo skrbel zase. Irma, hvala lepa za to zanimivo debato in čez en mesec ali dva obljubljava, da bo z nama še zdravnik. Torej, nujno je potrebno, da pripeljemo zdravnika, da bo ta resnica in to profesorja medicinske fakultete, da bo ta resnica tako debela, pa da vidim, koliko ljudi ga bodo lahko tako vprašalo. Ne? In jaz bom dala to možnost vsem poslušalcem. Vsem tistim, ki pa želite kontakt z mano na 064 113 224 vsak dan. Hvala lepa. No in tudi v imenu celotne ekipe televizije Vaš kanal, ki smo pripravili to potovanje po planetu zdravja. Hvala, da ste bili z nami in imejte lep večer in vidimo in slišimo se čez en mesec, kje druge, izobražujemo se, potujemo in učimo se na planetu zdravja. Srečno!